Mi pa gremo naprej, oziroma nazaj od mrtvih k nečisto mrtvim. 31. oktober oziroma Halloween je praznoval tudi ameriški predsednik Trump, ki nas je razveselil z naslednjim posnetkom. Noč čarovnic. Tisti magični del leta, ko mora ameriški predsednik ob sebi nujno imeti ženo, da ga otroci lahko razločijo od oranžnih buč v ozadju. Ker ameriški praznik Noč čarovnic v nekaterih stvareh močno spominja na naš pus, smo se v oddaji ta teden odločili, da raziščemo glavne razlike med tema dvema čudovitima običajema in jih strnemo v 3 točke. Prva razlika je, da se za Noč čarovnic ljudje oblečejo v strašljive maske, kot so zombiji in vampirji, medtem ko se za pust oblečejo bolj provokativne maske, kot so poredne stevardese, poredne policistke, poredne bolniške sestre, poredne čebelice, poredne prostitutke in zgolj prostitutke. Za Halloween si torej preplašen, za pusta potreben. Drugič, Halloween je star keltski praznik, ki ga je Amerika spremenila v praznik potrošništva. Pust pa je poganski praznik, ki smo ga v praznik potrošništva spremenili sami. In tretjič, za pusta je veliko težje ločiti ljudi, ki so se našemili, od ljudi, ki se niso, še posebej pri nunah, duhovnikih, metalcih in prostitutkah. Praznovanj pa kar ni konec. Poleg dneva reformacije smo lahko 31. oktobra praznovali tudi svetovni dan varčevanja. Slovenci smo namreč za Švedi in Nemci najbolj varčen evropski narod, da ste to vedeli. Saj povprečen Slovenec je lani prehranil kar 1750 evrov. Povprečen Gorenec pa vse. Letošnji dan varčevanja smo Slovenci vzeli še posebej resno, saj nismo obiskali nobene trgovine. Ti so bile letos namreč prvič oba praznična dneva zaprte, kar je zaposlenim omogočilo, da preživijo 48 ur v družbi svojih sorodnikov in ugotovijo, koliko prijetneje bi bilo v službi. Na mejnih prehodih na Madžarskem, v Latviji in Grčiji te dni preizkušajo sistem umetne inteligence, kjer bo potnike namesto policistov preverjal računalnik. This border guard will ask a series of questions typical to what you would see when you cross borders in Europe by real border guards, analysed by our automated deception detection system to see whether a person is lying or not for a particular question. How does it do this? Well, it uses non-verbal behaviour, very, very fine-grained micro gestures. So we're not looking at things like smiling or frowning, we're looking at very small movements such as an eye moving left or right. Se pravi, po novem me ne bo noben policist več vprašal, kako kaj oddaja, se še kaj slišim s šarcem in zakaj imam tako široke zenice. Če se bomo odslej na meji pogovarjali z računalniki, pa kako bo to sploh izgledalo? What is your surname? Godler. Did you say Golber? Ne, rekel sem Godler. Do you mean golfer? Ne golfer, ampak Godler, Jure Godler. Jean-Luc Gaudier? Ja, Jean-Luc Gaudier, to sem jaz. Francijo grem, a grem lahko prosim čez mejo? Yes. You are white. Hvala na svidenje. Pismo je tu trajalo, no pa kaj je to? Če mi jaz naredil gužvo na meji, ker se pišem Godler, ko bo šele, ko bo v Slovenijo na služben obisk prišel Emir Hadžifizbegović. Hadži Hafizbegović. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!